V dvorani Krajevnega doma v Šmarci je potekal letni občni zbor Gasilske zveze Kamnik, na katerem so člani pregledali delo v preteklem letu in se zazrli v prihodnost. In komentar občnega zbora s strani predsednika Gasilske zveze Kamnik. Naša skupščina je prehodno obdobje iz leta 2010 do 2011, posebni poudarki so bili predvsem na tem, da je potrebno zagotoviti več sredstev za samo delovanje prostovoljnih gasilskih društev in pa za nabavo gasilskih vozil. Zavedamo se, da so stroški nabave gasilskih vozil veliki, predvsem je tukaj poudarek, da je veliko društev nabavila vozila z štirikolesnim pogonom, to pa dodatno podrži samo nabavo vozil. Upam, da nam bo lokalna skupnost pri tem naklonjena in da bomo v letošnjem letu našli kompromis skupaj z lokalno skupnostjo, skupaj z civilno zaščito Kamnik, da bomo nabavili nova vozila v lažjem smislu, kot pa jih izrajajo. Kako pa komentirate dodaten sklep kolega Kunca, da bi se z lokalno skupnostjo domenili, da bi povečala delež sredstev iz občinskega proračuna za gasilce? Ja, to, kar sem že omenil, upam, da bo lokalna skupnost prisluhnila temu dodatnemu sklepu in da bomo v letošnjem letu, če ne namenili več sredstev, spremenili procent sofinanciranja nabave gasilskih vozil in pa nabave opreme za prostovoljna gasilska društva. Sedaj se financira 49% vseh sredstev za nabavo gasilskih vozil. Upam, da bomo ta procent dvignili vsaj za 5%, tako da bo 55% sredstev šlo za nabavo gasilskih vozil, s tem bomo pa tudi dodatno omogočili društvom lažjo nabavo boljšega vozila. In kaj bi posebej izpostavil poveljnik Gasilske zveze Kamnik? Delo Gasilske zveze v letu 2010 je bilo pretežno operativno in je bilo težišče, izved tega so bile poplave in pa posredovanje tudi pri poplavah v Ljubljani. Drugih takih večjih intervencij v letu 2010 občina Kamnik ni imela, kljub temu pa je bilo število intervencij podobno kot prejšnja leta, kljub temu, da je občina namenila enaka sredstva kot vsa leta za nazaj, to se pravi, da pri finančnih sredstvih, bom rekel, številčno ostajamo na istem, vrednostno pa stagniramo. Prav tako se to pozna tudi pri nabavi gasilskih vozil. Številka je ista, vozila se pa dražijo, tako da z tega ven mi lahko dobimo zmeri manj za ta svoj denar. In kako pobudo za povečanje sredstev iz občinskega proračuna komentira kamniški župan, ki je hkrati tudi gasilec? Kar se pa tiče tega dodatnega sklepa, je pa popolnoma legalen in legitimen. In seveda, če bodo svetniki pripravljeni podpreti tak predlog, če bomo ugotovili, da proračun občine Kamnik dopušča kakšna večja sredstva, potem jih bomo seveda odobrili. Ukolikor pa teh sredstev ne bo, jih ne bo od kje vzeti, potem bo pač financiranje ostalo na nekem nivoju takem, kot je zdaj. Seveda se bom pa prizadeval, da bi kakšna večja sredstva bila na voljo. Problem je pa v tem, da nam država lokalnim skupnostim obeša vse več nalog, vse več raznih obveznosti in zato tudi za gasilce, ki pa so naša udarna sila, če lahko tako rečem, v raznih nesrečah takšnih in drugačnih, kdaj tudi zmanjka in gasilci so oziroma smo pripravljeni narediti marsikaj prostovoljno, vozilo brez goriva pa pač ne gre naprej. Pomemben člen Gasilske zveze pa so tudi članice oziroma gasilke. Te so uspešne, vendar bi lahko bilo tudi bolje. Ja, to je res. Nikoli ni tako dobro, da ne bi bilo lahko še boljše. Je pa tako, da v preteklem letu sta dve članici postali mamici, tukaj se je malo zataknilo, ena se je preselila, zdaj imajo novo predstavnico. Zelo so okupirane z družinami, z delovnimi mesti, službami, se pravi, tako da jim resnično ostane malo časa. Je pa tako, da je sestav zelo različen, ene so stroge operativke, bi imele rade vaje, zelo se zanimajo za prvo
pomoč, tako da tudi na tem področju kar precej delamo. Nekatere bi se pa raje družile, tako da je treba pač uskladiti to in ono. V letošnjem letu imamo planiranih kar nekaj takih zadev, se pravi, najprej bomo imeli posvet za članice in sicer 21. maja, tako da bi že zdaj vse povabila na to. Potem 2. julija se bomo spet povzpeli malo v Hribe, to organiziramo za celo Gasilsko zvezo Slovenije in sicer gremo tokrat na Veliko planino, ogledali si bomo tudi cerkvico na Svetem Primožu, se pravi, da bo kar nekaj takega za vsako posameznico, ni pa tudi ne samo spon preveč naporen. Želeli bi spodbuditi vse gasilke, da bi se nam pridružile, vedno se imamo lepo, vedno kaj novega zvemo, malo se pogovorimo tudi o težavah, o problemih v matičnih društvih. Nekako je pa tako, da zdaj imamo še dopolnjeno gasilsko uniformo, tako da bomo nekaj besed tudi na teh posvetih rekli o tem. Ko smo slišali, da bi imeli klobuk, ali? Ja, zdaj so že klobučki, se pravi, v novih pravilih gasilske službe je zapisano, kakšna naj bi bila ta uniforma dopolnjena, nekoliko sodobnejša, videz bo zelo lep, tudi nekaj elastana bo, tako da se ne bo ravno vsak pridobljen kilogram ali pa izgubljen poznal pri tem. Je pa tako, da že sedaj so članice v naši gasilski zvezi na vseh paradah in na vseh slovesnostih urejene zelo zgledno, se pravi po pravilih gasilske službe, in da se seveda obnašajo tako, kot pravi naš nov župan, ne pijejo alkohola, takrat ko so v gasilskih uniformah, tako da jih je prav veselje pogledati.